ko imaš občutek, da te lovi prehlad, da te je mogoče zagrabil kakšen virus, takrat je najbolj pomembno, da ne čakaš, ampak takoj začneš z temi 4 stvarmi, ki jih danes pošeram s tabo. Prva zadeva, najbolj osnovna je, da tisti dan, ko začutiš, da nekaj ni okej, greš počivat. In to že čez dan, če le imaš možnost, ali pa greš zvečer v posteljo že ob 7, že ob 8 in predstavljaj si, da si takrat kot koala, ki spi 25 ur na dan, ali pa kot medved po zemi. Torej, počitek je zelo pomemben, kajti počitek je najboljša regenerativna zadeva. Druga stvar je voda. Karkoli je v našem telesu, pa da se nekaj začne dogajati, to je treba sprati ven iz telesa. Zato je super, da takrat, kadar začutite, da nekaj ni v redu, spijete bistveno več vode in to kar izdatne količine, toplo vodo seveda, absolutno pa ne gaziranih pijač. Zdaj, druga zadeva, zelo pomembna, je, da popolnoma izločite iz prehrane vse sladko. Če že čutite, da vas nekaj lovi, da imate prehlad, da se vas nekaj loteva, da vas nekaj dejansko grabi, takrat ne smemo jesti nobenega sladkorja. Stop vsem tem zadevam. Ampak zakaj? V čem je finta? Našem telesu imamo mi policaje in ti policaji gledajo, če slučajno pride kakšen virus v naše telo, ki ni okej. In če mi uživamo sladkor, so ti policaji pijani. In pijan policaj bo spustil, ne bo videl dejansko virusa, ne bo videl, kaj vse prihaja v telo. Tako da, če vas nekaj grabi, če se vas nekaj loteva, nujno izločiti v sladkor, bi bilo pa priporočljivo, da takrat, ko vidite, da je ogromno ljudi okrog vas bolnih, da že takrat sami od sebe nehate jesti sladkor. Lahko greste celo na tale izziv 30 dni brez sladkorja, ki je res tako zelo motivacijsko napisan, da wow. No, pustimo zdaj to. Torej, sadje, zelenjavo bomo nadomestili, torej namesto sladkorja veliko sadja, veliko zelenjave, predvsem pa takrat, in to je zelo pomembno, zato želim, da si to zapomnite, ker smo ogromno časa trdili vsi drugače, vse tako so nam govorili. Kadar nas nekaj grabi, kadar nas nekaj lovi, kadar se ne počutimo optimalno, takrat moramo jesti zelo malo, lahko se celo postimo, zato da damo telesu, da vso moč uporabi dejansko za tisto, kar se dogaja, ne pa za prebavo. Torej, mi imamo omejeno moči in takrat torej lahke zadeve, juhce, predvsem pa hrano, ki je bogata z vitaminom C. To je pa zadnja zadeva in res pomembna, kadar nas nekaj zagrabi, kadar nas nekaj prime, pojačati prvič in najbolj pomembno D-vitamin in C-vitamin. D-vitamin je celo bolj pomemben kot C-vitamin. To pomeni, da boste D-vitamin uporabili v trojni količini. Najboljši vam je tašen, ki je dejansko v oljčku in ga nanesete pod jezik in ni nobene sintetike notri. In takrat lahko kar po 3 šprice, 3-krat na dan, zato da boste res podvojili, potrojili dozo tega D-vitamina za tiste dni, ki imate občutek, ko še imate to moč, da iz tega, a vas bo polegalo ali ne, pridete do tega, da to ne bo treba. In druga zadeva, pojačati C-vitamin. Torej, C-vitamin v hrani, paprika, kiviji, ne samo limone, limona ima manj kot kivi, brokoli, to ima ogromno, čili, zelje, tašne zadeve dejansko in pa pomagati si tudi z dopolnilom. In če boste to naredili, če boste to upoštevali, potem se vam lahko zgodi točno to, da boste šli iz te možnosti, da vas poleže v to, da se boste izognili temu in pojačali imunski sistem. Če še enkrat torej ponovim, počitek, več vode, ogromno tople vode, tretja zadeva, stran sladkorjem in pojačati
in pojačati zelenjavo, sadje, ampak zelo lahka oblika. In četrto, podvojiti, potrojiti za tisti dan ali tiste dni C vitamin in D vitamin. Pa vam bo uspelo.